Lepo pozdravljeni, Alja Malis tukaj iz vadbene klinike. V tem kratkem videu si bomo pogledali na svet, kako začeti z vadbo po carskem rezu. Carski rez je kar velik poseg v človeško telo in kot tak prinese veliko notranjih zaraslin. Brazgotina carskega reza ni le tisto, kar vidimo navzven in mažemo s kakšnimi kremicami, kar je čisto okej, ampak je to le vrh ledene gore. Bistvo tega problema, če mu rečemo lahko problem, se skriva pod tem, ker se veliko tkiv in notranjih organov znotraj potem zalepi in ne drsijo več med sabo in tako onemogočajo tudi dobro globoko preponsko dihanje, dobro delovanje mišic trebušnih in seveda tudi mišic medeničnega dna. Prav tako brazgotine carskega reza zavirajo dober pretok limfe. Limfa pa je naš praktično najpomembnejši detoks oziroma razstrupljevalni sistem v telesu. Globoka glavna limfa poteka, se vleče skozi globino trebuha gor in potem tukaj za pljučnicami gre v vensko kri. In če imamo v tem predelu fizične blokade, vse skupaj to potem se blokira do določene mere in potem se odvečni toksini in metabolni produkti shranjujejo v maščobne celice in medcelično okoli trebuha. In tako nam potem nastane ta previsni del, ko nam trebušček lahko visi čez brazgotino. In če se hočemo temu izogniti, to je še predno začnemo z neko drugo vadbo, moramo nasloviti notranje brazgotine z masažo. Masažo pa lahko izvajamo na več načinov. Bodisi na prvi način s preponskim dihanjem, ker dihamo v trebuh in dol v brazgotino ter jo z dihanjem premikamo in masiramo. Na drugi način tako, da z rokami, s prsti, primemo tkivo in ga masiramo na različne in razgibavamo na različne načine in potem lahko tudi na način, da recimo s terapevtskimi masažnimi žogicami masiramo na način na brazgotine ali okrog brazgotine po principu pritisni in zavrti. Pritisni in zavrti in na ta način dobimo krasno zmehčanje tega tkiva, tega fibroznega tkiva, tega brazgotinskega tkiva, ki je prisotno potem celo življenje in se ves čas na novo ustvarja. Zato moramo v bistvu, ko smo enkrat imeli carski rez ali kakšne takšne podobne posege, moramo dolgoročno skrbeti za to. Primarno seveda veliko bolj, da razbijemo tiste glavne zlepljenine, tiste odvečne glavne zlepljenine in potem, da to tkivo ohranjamo, kar se da nekako zmehčano in pretočno, kolikor se to pač da. Imamo seveda tudi druge postopke, ki jih lahko pokažemo bodisi na individualni obravnavi v našem programu Poporodni preporod, lahko pa obiščete tudi kakšnega specializiranega manualnega terapevta, ki vam bo pomagal pri brazgotini, potem pa potrebujete seveda še celostni vadbeni oziroma gibalni pristop. Hvala za pozornost in se vidimo v naslednjem prispevku.